tovariši in tovarišice gasilke, najlepša hvala za povabilo v vaše vrste. Moram reči, da se že uvodoma pridružujem vsem čestitkam, ki ste jih prejeli zlasti tisti, ki ste člani prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice in zaradi katerih smo se zbrali danes tukaj. Namreč, jaz vam tudi čestitam in vam želim, da bi še veliko let skrbeli tako vzorno za svoje društvo, za objekte svojega društva in za opremo svojega društva, kot ste to počeli vi in vaši predhodniki v preteklih 130 letih. Namreč, kar veliko vašega časa, truda, osebne prizadevnosti, energije je potrebne, da bi vso to opremo, ki smo jo danes videli, imeli ves čas v pripravljenosti in da bi bili vi sami dovolj pripravljeni za nudenje pomoči svojim državljanom, svojim občanom, vselej, ko je to potrebno. Zavedamo se, da je v vašo usposobljenost potrebno vložiti veliko vašega osebnega časa. In ta osebni čas, ta vaša pripravljenost delati nekaj, kar je dobro za druge, je tisto, kar moramo tudi na ravni države nenehno znova si klicati v spomin. Treba je namreč vedeti, da je ogromno ljudi v naši državi, prej ste, spoštovana gospa, navedli številko 123 tisoč, v gasilskih aktih piše, da imamo v različnih oblikah gasilstva vključenih že več kot 133 tisoč ljudi, je pa res, da je operativnih gasilcev blizu 43 tisoč in da je vse ostalo, torej do 133 tisoč, so naši člani, podporniki, veterani, mladi ljudje, skratka vsi tisti, ki gasilstvo tudi podpirajo oziroma podpirate. Ampak ta duh vedenja, da delamo, ko smo gasilci, ko opravljamo gasilsko dejavnost, da delamo nekaj dobrega za druge ljudi, ta duh je pravzaprav tisto, kar druži teh 133 tisoč ljudi širom Slovenije in nas druži tudi preko meja. Mene veseli, da so danes z nami tu v postroju tako gasilci iz sosednjih prostovoljnih gasilskih društev, kot gasilci iz gasilsko-reševalnega centra iz Novega mesta. Se pravi, da ste skupaj prostovoljni gasilci in poklicni gasilci. To je danes pomembno povedati zato, ker morate že vsi skupaj dosegati visoke standarde osebne usposobljenosti. Tako tisti, ki vam gasilstvo pomeni kruh, kot tisti, ki vam gasilstvo pomeni dodatno prostovoljno dejavnost takrat, ko imate prosti čas. Pomembno je videti in vedeti, da danes v postroju v podporo in čast 130-letnici prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice stoji 17 prostovoljnih gasilskih društev. Tako kot ste danes skupaj in bo druženje danes pomembno za vaše medsebojno spoznavanje, je to pravo izhodišče tudi za vaše poznavanje, medsebojno poznavanje takrat, ko morate iti v katerokoli akcijo izven vaše občine ali pa recimo bistveno daleč v druge predele Slovenije takrat, ko vas potrebujemo pri velikih naravnih nesrečah. Torej, važno je, da se poznate, da se družite, da se skupaj usposabljate in da ste skupaj pripravljeni in usposobljeni delati in pomagati ljudem, kjerkoli je to potrebno po Sloveniji. Videla sem prej na paradi, da ste imeli v svojih vrstah tudi prostovoljno gasilsko društvo iz sosednje države, iz Tuhelja. Veseli me, da so z nami, veseli me, da z njimi sodelujete, kajti dokazujete s tem, da naravne nesreče in nesreče, v katerih vi delate in pomagate ljudem, ne poznajo meja. In prav je, da ste vi pravočasno pripravljeni na to, da se z stiki z društvi, ki presegajo meje, ki so iz sosednjih držav, da ste z njimi na zvezi, da sodelujete, da ste tovariški skupaj z njimi in da se zavedate, da ko pride do naravne nesreče, morate znati vsi delovati po približno istih standardih. Danes je v tem postroju tudi kar nekaj naših tovarišic gasilk. Moram reči, da je moja želja na začetku ministrovanja bila, da bi število gasilk povečali.
Vesela sem, da je kamorkoli pridem danes mogoče srečevati takole v postrojih vse več naših gasilskih dam. Gospodje, res je potrebno razumeti, da dela, ki jih opravljate gasilci dan danes, bistveno presegajo osnovno dejavnost, zaradi katere vam rečemo gasilci. Vi danes delate v zelo različnih vrstah nesreč, v katerih je potrebno imeti vse vrste znanj. In mnogo znanj je takšnih, da jih imajo ne samo znanj, ampak tudi načinov obnašanja, da jih imajo v sebi naše tovarišice gasilke in vzpodbujam vas, zahvaljujem se vam in vas podpiram pri tem, da jih boste v prihodnjih letih v svoje vrste sprejeli čim več. To bo možno, če bo v vaših vrstah stalo veliko mladih ljudi. Dragi gasilci, preden smo prišli na tale postroj, tole na Jasi, smo obiskali dom, gasilski dom prostovoljnega gasilskega društva Soteska. Ena od zanimivih stvari, ki smo jo tam izvedeli, je, da PGD Soteska zelo skrbi za mlade ljudi. Da je v društvo vključenih veliko mladih iz cele doline, so rekli, fantje tam. Veste, to je tisto, kar znate vi, gasilci, povedati vsem nam v državi. Da je namreč mlade ljudi treba organizirati, jim ponuditi dejavnosti, ki so za njih zanimive, da je danes to že težko, kajti tekmovati morate s celo vrsto drugih dejavnosti, ki so danes na razpolago mladim ljudem. In vi ste tisti, ki znate tem mladim ljudem tudi vcepiti duh skupnosti, delanja za splošno dobro in pa tudi ta duh rodoljubnosti, ki je vpet v vseh desetletja in stoletja dolgih letih dejavnosti našega gasilstva, ki je, in če pri vas v Dolenjskih Toplicah pogledamo, bilo sposobno preživeti 130 let tudi različnih političnih režimov, različnih držav, ki so živele in preživele te naše kraje, ali pa tudi končale svoje življenje. Gasilstvo, gasilska dejavnost pa gre naprej. Zato, če se moramo česa od vas, gasilci, naučiti, potem je prav ta duh preživetja, borbe za dejavnost, za gasilsko dejavnost, spoštovanje tradicij, spoštovanje vseh veteranov, ki vnašate svoje izkušnje, svoje spoznanja iz preteklosti v našo sodobno gasilsko dejavnost in pa pripravljenost na to, da se zavemo, da je treba vrste gasilstva odpirati novim in novim mladim ljudem. Letos nas čaka v Kočevju sredi julija ena velika, pomembna mednarodna aktivnost in sicer gasilska olimpijada mladih. Tudi slovenski mladi gasilci in gasilke bojo sodelovali na tej prireditvi, ampak prireditev je pravzaprav duh združevanja vseh mladih ljudi za nekaj svetovno dobrega, kar gasilstvo zagotovo postaja. Zato upam, da boste tudi vi, čeprav ste tu v Dolenjskih Toplicah in v Novomeški gasilski zvezi, stali ob strani vašim kolegom v Kočevju, jih podpirali in jim pomagali pri organizaciji tega velikega dogodka, tako kot bo to počela Gasilska zveza Slovenije in kot bo to počelo Ministrstvo za obrambo v celoti. Veliko nam pomeni, da bo ta gasilska olimpijada v Sloveniji, veliko nam pomeni, da se bodo mladi ljudje dobro počutili med nami in pa, da bodo začutili tisto moč povezovanja, sožitja generacij, ki ga vi, slovenski gasilci in gasilke, predstavljate že tako zelo dolgo in veliko let. Čisto za konec naj povem, da je to sožitje generacij, ki izhaja iz vaših vrst, treba vključiti tudi v razumevanje naše sodobnosti in naše prihodnosti. Čaka nas reforma, pokojninska reforma, čaka nas novi pokojninski zakon, v katerem mi, ki zdaj delamo, zapisujemo spoznanje, da bomo delali dlje zaradi naših mladih. Danes smo v situaciji, ko 1,6 prebivalca Slovenije dela za enega upokojenca. Tega razmerja ne smemo poslabšati. Mi nimamo toliko mladih ljudi, da bi lahko delali in nosili na sebi breme ogromnega števila upokojencev,
ki nas bodo čakali v prihodnjih letih in desetletjih. Zato je prav, da mi, ki smo še danes aktivni, se zavemo, da je treba biti v podporo našim upokojencem sedaj, da pa je treba biti tudi v podporo našim mladim ljudem, ki se nam pridružujejo v naše gasilske in druge vrste, v vrste delovnih ljudi, ampak v podporo tako, da z njimi delimo breme bodočnosti pokojninske blagajne. Ne pa, da jim naložimo breme pokojninske blagajne v celoti na njihova ramena, njih pa bo v prihodnosti čakalo še zelo veliko izzivov in problemov. Gospe in gospodje, visoki gostje, spoštovani gospod župan, vesela sem, da sem danes z vami. Še enkrat topliškim gasilcem iskrene čestitke, držite, čuvajte svoje društvo še naprej v prihodnja desetletja. Vsem ostalim pa bodite v oporo, podpirajte svoje sokrajane in ostanite takšni gasilci, da bomo vedeli vedno v prihodnosti, da klic na pomoč nikoli ne bo ostal brez vašega odziva. Srečno vam želim.